uporabljamo kirurško masko, moramo vedeti, da moramo masko vsaki 2 uri zamenjati. Preden si masko namestimo, si roke razkužimo. Masko primemo pri strani, upognemo nosno spojko, masko raztegnemo, namestimo trakove oziroma zanke za ušesi, ponovno primemo, pri nosu potegnemo čez brado, preverimo, če maska dobro tesni. Pravilno nameščena maska mora pokrivati nos in mora pokrivati brado. Kadar nosimo očala, namestimo očala preko maske, na ta način zmanjšamo rosenje in roke ponovno razkužimo oziroma domače je možno jih umijemo. Masko pravilno odstranimo tako, da je ne prijemamo na sprednji strani, ampak primemo za ušesne zanke oziroma za trakce, s katerimi smo jo pritrdili. Odstranimo trakce izza ušes in masko odvržemo v koš za smeti. Po končanem posegu si roke razkužimo. Če smo v domačem okolju, si pa roke lahko umijemo, ni potrebno razkuževanje. Kadar uporabljamo maske iz blaga, je najbolj priročno, da imamo maske shranjene v za to namenjeni vrečki, tako da niso maske v stiku z drugimi predmeti v naših torbah oziroma v nahrbtnikih. Tudi tukaj si masko namestimo s čistimi rokami. Prav tako, če ima maska nosno spojko oziroma žičko, si jo prilagodimo, masko raztegnemo, zanke zataknemo za ušesa in potem ponovno masko prilagodimo. Če je možno, si seveda roke dodatno umijemo ali razkužimo, kadar je seveda to razkužilo na voljo. Ko pa masko odstranjujemo, tudi masko iz blaga odstranimo na ta način, da jo primemo zadaj za ušesi, za trakove ali za vrvice, odvisno kako je nameščena. Primemo oba trakova, raztegnemo, odstranimo. Masko lahko na to najboljše, da jo spravimo v vrečko, s čim manj dotikanja in po uporabi ponovno roke umijemo oziroma razkužimo. Ko pridemo domov, damo masko v pranje in vrečko zavržemo, se pravi čiste maske ne damo v umazano vrečko. Masko, ki jo bomo še uporabljali, odložimo na čist papirnat prtiček ali list papirja z zunanjo stranjo navzdol ali prepognjeno z notranjo stranjo navzven shranimo v čisto vrečko. Potem si razkužimo ali umijemo roke. Dokazano učinkovita proti virusom in bakterijam so razkužila, ki vsebujejo vsaj 60% alkohola. Pomembno je, da razkužilo vedno nanašamo na suhe roke, to pomeni, da si rok predtem ne umijemo oziroma če si jih moramo umiti, jih moramo dobro osušiti, se pravi, da roke niso mokre, ker na mokrih rokah alkohol povzroča pravzaprav precej okvare same kože in zaradi tega lahko pride potem do različnih izpuščajev suhe kože in do tega, da nas roke pečejo. Na roke moramo nanesti vsaj 3 ml razkužila, to je nekje količina, ki zadošča za to, da si kompletno roke potem razkužimo. Razkužila na osnovi peroksida in kloridnih spojin pravzaprav za kožo niso primerna in se jih moramo v domačem okolju izogibati. Koliko časa roke razkužujemo? Roke razkužujemo toliko časa, dokler je na rokah prisoten alkohol oziroma razkužilo, to je približno 30 sekund. V delovnem okolju je pomembno, da razkužujemo tiste površine, s katerih se dotikamo predvsem z rokami. Se pravi, to je naša neposredna delovna okolica, pisalne mize, računalniška tipkovnica, miška,
potem so to stoli. Ne smemo pa pozabiti v pisarnah recimo na razkuževanje kljuk na vratih, medtem ko nima pa nobenega pomena, da bi dnevno razkuževali omare, tla ali pa pršili razkužilo v sam zrak. Na ta način namreč ne bomo vplivali na sam prenos virusa, tako da poudarek je na tistih površinah, s katerimi smo v resnici pogosto v stiku. Za razkuževanje v delovnih prostorih uporabimo raztopino natrijevega hipoklorita oziroma varikine, ki jo pripravimo po navodilih na spletni strani NIJZ.